In drugače. Vreme se ni naredilo. Ne, snega ne bo. Spet ne. Ja, ampak v ponedeljek sem pa bil na sončku, veš. Kje pa bila? Kje pa pa? Ker so se meje prestopil. Državne meje in občinske meje in vse skupaj. Living on the edge. Enkrat na teden gremo v Italijo, rabite kakšne kavbojke. Tle se jih ne da dobiti. V Trstu. Alijo, švercko merc. Ja, lej. Ko včas, ne? Tako se včasih služil kurc, ne? Sem se doma Kdo gre v Avstrijo, kdo gre v Italijo. Stari moj, lotil sem se doma enih mizarskih upravil. Ja, kje češ lim za les kupiti? V Italiji. Ja, valjda, kjer, pa če imaš kakšen Ali DSP? pa če ga pri nas naročim po netu, ne, pa plačam še 3 evre zraven puštnine za 4 evre vredno stvar. A nima Bauhaus kakšnega prevzema pa to? Da prideš, kaj povzamaš? No, vem. Je to možno doma, ne? Mislim, jaz ugibam, no ne vem. Itak so mora biti odprti za SP. Spletno trgovino bi si lahko naredili. Ja. Mislim, zdaj je bila priložnost za vse, ne? Mislim, za fulnih. Zdaj so prepozni malne, če se zdaj razmišljali. V bistvu bi si lahko en tak Volt Bauhaus spomnil. Ja. A veš, preletim s 30 kilom jupola do tebe in ti ga vržem tam ven in pičim dalje. A veš, in to vsaka ima SP, a veš, bum. Ne? Ja, sem huda reč. Huda reč. Poslovna priložnost za tretji val. To bi lahko muzičari delali, veš, kombije imajo, ne? Sam res. A veš, ne? A veš. Mislim, SP-ovci so vsi, ne? V bistvu road crew, veš, to oni pa absolutno imajo in kombije in znajo kaj nositi, pa rudle imajo, pa vsega boga, ne. Sam res, zakaj se to ni ben spomnil? Moče ni tok. Ali pa imajo vsi svoj, a veš, popodanski SP po vsak, tako da, a veš, ne? A veš, vsak ima nek ta popodanski SP, ne to, ne? Ja. Saj familija ga mora imeti. Jaz nimam nič, nimam SP-ja, nimam vikenda, kjer nimam čovna, kjer jaz sem edino doma. Kaj še lebaj za res? Mislim, nimam nič. Ja, se, hir. Mislim, imam čovn, sorry, leto sem si ga kupil. Lega. Zelo pihant. High roller, pizda. Sam tega ne moram prijaviti na Hrvaškem, veš. Jaz še supa nimam, sam kukar polikarbonat prav ne rabaš. Sup je definitivno dražje kot moj čovn. Kar se tizga tiče, ne rabaš, ja. Jaz sem strašno potezo naredil s kajakom. Veš. No se res ti imaš tudi čovn, stari, ne? Ti imaš še boljši čovn, kaj jaz. Kajak imaš, halo, to je še huj. To moraš celo zdaj voziti. Na steni je parkiran že mislim, da 3 leta. Tako da. No, ampak imaš čovn, stari. Greš čovn. Ne, v bistvu je nepremičnina. To je tako, ko si eni kupijo bajk za, ne vem, 3 ure, pa ga pa na stene rukne, pa je ful lep. Grejo na parkat, grejo, ne, vse to je zmeri tako, veš. Mislim, da boš zdaj pis, da boš nekaj malo božjega kupil, ko seš vozil, ne. Ko sem ga najemal, veš, je bilo to me prišlo tudi 20 evrov, ne. A veš, da najamaš vso uno upremo, ne, in jaz sem si to blazen izračun naredil, koliko hiter bom jaz to not dobo, a veš. Sam 5krat grem pa mam, ne. Ja. Mislim, da sem jo amortiziral glih je 2045, takrat, ko bomo šli mi v kje v molokše čovn sabo vzeli. Čovn za Innsbruck. Stari, to se sliši kot dobra ideja. Lej, sam pa, ko bo ta, a veš, neki ne, globalni potop ali pa neki, ne, boš pa ti preskrbljen, ne. Boš lahko Ja. Če srčaš hvala za vse ribe na Google, smo šele drugi. Prvi je z Bogom in hvala za vse ribe na Biblusu. Ampak dobro, ajde. To jim odpustimo. Glede na to, da je link na Biblus, mi kar odpustimo, ker je ena sorta elektronska knjiga. Ne? Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o življenju, vesolju in nasploh vsemu, v katerem po nekem čudnem naključju vsako epizodo obdelujemo tudi eno poglavje iz kultnega štoparca Douglasa Adamsa. Mi pa smo. Aljo?
Izi, ali kam. Zdi Ne, vidim piše, prebrati. mi pa smo, moraš ti povedati. Vse sem rekel. Vse je rekel. Kdaj? Mi pa smo, sem rekel. Aljo? Peli. Izi. Podpora. Hvala za vse ribe.si. Hvala podpornikom, tudi bodočim. Pelicom.bir, koda brez panike, 10% popust. Družabni smo na Afna, opravičujemo se, hvala, ker nas poslušate. Oh, yeah. Zdaj sem se pa spomnil, ker sicer bi bilo zaprej, ampak so vsem rekel, zancem, kako bi rekel, v realnem svetu širil naš evangelij. Res? Ja, me je gospodična v DM-u vprašala, kaj pa imate to na maski? Pa sem rekel, to je pa en zanimiv podcast, pejte poslušati, ful je dober. Ja. Noro. Zdaj sem malo bolj na pletu, ampak ja, na kratko. Tako da. V redu. Meni mislijo, da ko v službi kaj zajebemo doskrat, da vam že kar to na maski napisano, pravičujemo vse. In bolj sploh ne porajte, da je to, ampak mislijo, da je to povezano s firmo. Tudi v redu, prav pride. Ja, sploh ni treba govoriti, sam pojaviš se. Kupite maske, ker so primerne za več situacij. Zdaj jih ne rabite več, ampak rabite jih zato, ker epidemija ne šla sama stran. Pa tudi v zaprtih prostorih se še zmer, v zunih ne rabiš. Mi to snemamo v sredo, kjer ga smo danes. Vse od danes je ne rabiš več. Ne? Ja. No, v sredo 16. danes je ne rabiš več od zun, ampak drug teden, ko bo tole od zun, bo že čist drugač. 23. gremo na še hujši lockdown. 23. še hujši lockdown. Čak, to bomo pa na koncu epizode se poslovili z najhujšim lockdownom do zdaj. Se glihkar spomnil, da lahko želimo, da si zapomnil za na konc te epizode, ki bo božična v bistvu. Da povemo, da želimo ljudem lepe božične praznike in čim bolj trd lockdown. To za na konc. Zaželel kaj bolj trdga, no vse poslušalkam, tukaj lockdown. Saj to, če že lockdown, naj bo vse to. V lockdownu pa čim več trdga. Trd lockdown in čim več trdga. No, bomo pa to napolnili na koncu. Dajmo, kvamo. Aha. Ja, v prejšnji epizodi, kje smo bili? Smo bili, ne? Še zmeri na Magreteji. Ful cajta smo že na tej Magreteji, ja. Zdaj se malo se nam razpleta, ne, ta zgodba. Ja, ene levo, ene desno, ne. Mislim, niso vsi skupno, to sem hotel reči. Ja, točno. Ja. Zaphoda pa Trillium pa Forda smo spet slišali prejšnji teden, ne, in zgodbo o tem, kaj je bilo z Judnom, bivšim predsednikom. Ne, kaj je bil? Kaj je v bistvu nagovoril Zaphoda, da kandidira in da ukrade to ladjo in tako naprej. Ne. Bil je pa tudi predsednik, ne, Galaksije. Ja, in da pol... da v bistvu je Zaphod potrdil, da si ne bi zaupal niti to, kot rečenega za nohtom. Ne. Kar pomeni, da v bistvu je prav naredil, da se je dal požgati mu na možgane. Po mojem, mislim, očitno. Da so pač podvrženi toliko hudmu testiranju, ne, da ne bi slučajno kakšnega pametnega predsednika dobili na oblast Galaksije, ne, da ga dajo na tak testiranje, ne, da ne bi imel kakšnih skritih namenov ali pa da ne bi bil mogoče celo pameten. Ja, kaj veš. Ja, bog ne dej. Ja, po moje to bolj bog ne dej. Ja. Skriti nameni že ok, ampak pameten pa mislim, da ne sme biti. To pa ni kvaliteta predsednika. Spet malo preslikava na današnji čas mogoče? Ne, kje je normalen. Zdaj je šel v striž zdaj. Sem videl, da je Mitch McConnell je tudi priznal Bidenu, da zdaj pa pač je, ker so elektori rekli svoje. Ja, kako pa je z našim premijerom? Na zemljevidu držav, ki niso čestitali Bidenu, pa sam še Slovenija. Že vsi ostali so. Ne. Tako da mi smo zadnji branik alt-right. Ne smemo reči temu demokracije, ker te... Ampak dobro, že v internetu pa smo politični, super. Se upravičujemo, tako ni bilo namenjeno. Ali pa tudi če kaj pustiš. Kaj treba. Ja, pa dajmo na mest politike užgati eno pozoril za kvarnik. No.
Ja, evo, zdaj pa preden začnemo, oziroma takoj bomo zdaj všmekali citat, zato ker bo naša gostja povedala citat iz začetka 30. poglavja, pa mi je ne dve rekli okrog tega. Ne. V glavnem, naša gostja, ki bo prebrala citat iz 30. poglavja, je Darja Sobočan, radika, prva fenica benda Oktober, podcasterka mreže Marsovci, kjer v tranzistoriju obiskuje glasbene brloge in poskuša ugotoviti, kakšen je DNK glasbenikov v njihovih brlogih. V Membranju pa skupaj z Lenart Jakučičem bere in debatirata o knjigah. In vala, jasno je tudi Hupi Frudika, absolutno ne. V Membranju sta gostila tudi Alaza Kodreta, ne, to smo pozabili pri Lenartu omeniti. Darja, se slišimo? Izvoli. Tako torej, je rekel Slarty Bart Fast, medtem ko je brez posebnega navdušenja pospravljal strašansko zmedo v svoji delovni sobi. Z vrha kupa je pobral list papirja in ker ni našel ustreznejšega mesta, ga je spet odložil na kup, ki se je pri priči sesul. Globoka misel je pripravil načrte za zemljo, mi smo jo zgradili, vi pa ste živeli na njej. In vagoni so prišli in jo uničili 5 minut pred iztekom programa, je dodal Artur, ne brez grenkobe. Saj, je prikimal starec in se nemočno razgledoval po sobi. 10 milijonov let načrtov in dela je šlo v nič. 10 milijonov let, Zemljan. Si lahko predstavljaš takšno razdobje? Cela galaktična civilizacija bi lahko 5-krat zrasla iz enega samega črva. Tako pa je konec. Umolknil je. To vidiš, je birokracija, je navrgal. Veste, je zamišljeno pričel Artur, s tem postane marsikaj bolj jasno. Vse življenje me že spremlja čuden, nerazložljiv občutek, da se krog mene nekaj dogaja. Nekaj velikega, celo bizarnega, pa me nihče ničesar ne pove. Ne, ga je zavrnil starec, to je čisto navadna preganjavica. Darja, hvala lepa, se poslušamo. Ja, kje smo pa mi zdaj ostali? Saj smo šele začeli v bistvu. Ja, več kaj tlele bi bilo zanimivo preveriti eno stvar. Tam, ki parjavo, da v bistvu 10 milijonov let načrtov in dela, da je šlo v nič. 10 milijonov, bla, 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 ne. In tam parjavo pa, da tam, veš, cela galaktična civilizacija lahko 5-krat zrasla iz enega samega črva, ne. Se pravi, v 2 milijonih let, ne, kukar. Jaz sem pa malo preveril podatke, ne, pa sem ugotovil, da v bistvu je to malo, ne. Ja, samo veš, kaj je, ne, Pili, če smo prišli do črva, ne, smo že kar daleč. Ja, veš, od črva naprej, ne, oni črva štejejo očitno, ne. Ja, ne štejejo od enoceličarja. Amebe ali ne vem, česa. Ja, enoceličarja. Najprej so bili itak, je bila, ne, ta juha, primordial soup, ali kako temu reče v Angleži. Ja. In potem se tukaj začne ta razvoj. A veš, planet, a veš, je bil pred 4 milijardami let se je začel in pol v bistvu res pred 500 milijoni let se je šele začela ta kambrijska eksplozija, ne, in sesalci so šele pred 200 milijoni let začeli v bistvu gruvati potem, ko je komet potolkel dinozaure, ne. A veš, ne, se pravi, 200 milijonov let so rabili sesalci, ne, rečemo, da so črvi, a veš, črvi so še prej, ne. Tako da... Ja. Mogoče smo mi bolj nenapredna galaktična vrsta, ko smo rabili 200 milijonov let. Ali pa mogoče Adams ni tisto točno vedel teh cifr, pa je pač malo na uč napisal 10 milijonov, veš, ne. 10, 20, 200, a veš, takrat ni bilo Google, da bi šel človek pogledati, pa rekel, aha, okej. Ne, čeprav, ja, v bistvu so ljudje so pa rabili tam nekje, niso čisto zihar, ampak v bistvu prvi človečnjaki med 8 pa 4 milijoni let nazaj, tele Homo erectus, ki so pa začeli hoditi, pa so še ne 2 milijona rabili, no, da so ugotovili, da... Ja, zdaj ti presojaš v bistvu glede na dokaze, ki jih je naša znanost pač ponudila, ne? Tako, ne? In zdaj, če je to vse podtaknjeno, ne? A veš? Če živimo, kot je rekel en, ki ga ne smemo omenjati v tem podcastu, da je vse to, ne? Matrica, ne? Ja. A veš, ne? Se pravi, kar pritrjuje teoriji z miškami, ne? Ja. Ne, a veš, vse je potaknjen, kot je Alo rekel, ne? Klinc, ne?
Pol hoče reči, da sem za ston gledal 10-minutni video o nastanku Zemlje. Zdaj, če si vse v 10-minutnem videu izvedel, pa je že za... Vse podatke, pazi, to orang, mislim, so pa se zapiske si delal, ali kva? Ja, vse sem si napisal. Stari, lega. Da se je en planet po imenu Teja zabije v Zemljo in iz njega nastane Luna. Pa da v bistvu je bil, če sem prav zračunal, 4 milijarde let, ta planet ni bil prav zelo lušten za živeti. No. Ja, sej. Kjera, Zemlja? Se za ene še zdaj ni. Sorry, če sem ti kaj ubavkal. Ja, ne razcerjam na tujih zabavah, ampak tako ne. Ne, se boš prav, ne. Veš, generalno pa pač ne, saj ni prevroče, no, čeprav spet je. Saj to leh. Ratu je prevroče, ne, a veš. Mi smo lih na enem, kako bi rekel, na pravem spotu. Ja, mi smo lih glede planetov smo lih na pravem mestu. Da nismo Venera, ki je prevroče, da nismo Mars, ki je premrzel. Koliko se je mogel to enih dejavnikov poklopati, da glih tole rata, ne? Ja, pa tudi tole, ne, ba je, ne, zakaj je bila Luna, mislim, to spet nek sem bral eno teorijo, ne, zakaj je tudi Luna fajn, ki je pa začela prestrezati vse te meteorite, ki so prej kar lepo padali po Zemlji in jih je, ba je, tudi zdaj pač Luna veliko pobrala, ker so takrat zdaj padali, ne, pol pa gor, pa dol, pa levo, pa desno. Tako da, veš, spet en faktor, ki... Fajn. No, v glavnem in pol, da s temi ciframi opletata in birokracija, ne, to ga pol zmotne. Ja, mislim pač... Ne, ampak veš v bistvu, kaj je sploh kle birokracija? Kje je bila birokracija kle v tej zgodbi? To, da zaradi birokracije so jo podarili, ker pač niso ta pravce povedali. Zaradi vagonov, ne? Ker je ni bilo 4krat poštemplan, pa 3krat požegnan, pa to, pa veš, vagoni... Mečkrat so šli enega obvoza, ne? Ni bilo še, a je bilo že poštemplan vse skupaj? Ni bilo, Liza, tega ni bilo. Ni bilo, oni še niso zvedeli v bistvu, ne? Ja. Vagoni sploh niso bili v lupu, ne? Oni si mislili, lej, tukaj je neka skala, to treba podariti, mi gremo tukaj čez, da delamo. A veš, kaj jaz sem, tako, ker nam je Peli dal domačo nalogo, ne, jaz sem se pa malo v tej birokraciji pač pozanimal, ne. Francozi so se spomnili birokracijo, ne. Ja, to je vemti za French. Ja, itak, ja. Oni so vsega krivi. Ne, tam, se pravim, no, tam je v knjigi pač krasno razložena ta birokracija, ne, da birokracija je itak vsak to pojmujemo kot nek državni aparat. Tip je tam strašno fajn napovedal, kako pač to narašča, zaradi tega, ker pač vsi prelagajo neko odgovornost iz enega na drugega, ne, ker noben pač ne bi bil rad za nič odgovoren in pol si fajn, če si to zaposliš, veš, da se to med toliko ljudi razdeli, da nima nobene odgovornosti, ne. No, vidiš? Ja, to je super. Noben je skriv, papirje so prelagali gore, dole, rabimo hiper obvoznico, cak, malo so preložili, vagoni so pa efikasni, veš, oni, ki dobijo poštemplan iz, ne vem, Alfa Centauri papir, lej, fantje, pičimo, ne, a veš, pa še on je bil nataknen, a veš, pa še Jelc je bil nataknen, ki ga je ona pustila, a veš, pa je rekel, da šel pa zdemolirati tole, a veš, pa... No, sej to, ja, a veš, lej, spet en tak... splet okoliščin je bil. Tako, in eto, evo, bum in gre, ne. Eksperiment 10 milijonov let trajajoč. Vse so sam na ključe, ne. Tako. Pa še to na ključe, da seveda v bistvu se ne rabo več. Da v bistvu zaradi neverjetnostnega pogona, da hiperovozen sploh ne rabijo več, ne. No, se pravi, sam na ključe, ne. Sam to, a veš. A smo spet pri tem, da si bomo na Simple razlagali stvari, ali kaj? A se nismo že navadili dan? Ne, se bojo poslušalci to zvedeli, da to le ni na ključe. Ja, vidiš, ne? Ali pač, ne? Ampak tega malo tizerja jim moramo pustiti. To pa ja. Na ključi ni. Na ključi ni. Paranoik, ki se v meni glasu zdaj. A to misliš, ko Artur pol neki tamle? Ja, da je skozi misel, da je neki ni tako, kam mogel biti, ne, kam mu pač Slarti lepo razloži, da pač miši, ne, so to zrihtele pa gor, pa dol, pa levo, pa desno. Ja. Ja, ne, pa je skozi misel, ne, pa je rekel, ne, Slarti, ne. Ni pač to, vsak navaden človek, mislim, v galaksiji. Imaš neko zdravo paranojo. Ja, da to pač tako je. Ja, to pač tako je.
Je pa zanimivo, kako je njegov od Slartija metoda. Pač ne, da pač ignoriraš, ne. Delaš svoje. Ja, delaš svoje, glih toliko se moraš zaposliti, da ti neumnosti take ne hodijo po glavu, da bi se ukvarjal s tem smislom življenja, z ne vem, ne, on je bil pač že mal je bil star, ne, in pa delaš, furaš svoje, ne, zakaj se bi jaz se bremenil s tem, pa je to res, je to levo, desno. Najboljše, da človek pusti občutke primer, ne, pa pas, da ima zmeren dovolj dela, se pravi, da ti ne hodijo neumnosti po glavu, ne. Točno to, ne. Kot vemo, že iz kje, to pravijo krščanari, ne. Nezaposlen je hudičeva delavnica. Ja, to je res. Pa začneš pa razmišljati o, ne vem, umetnosti. Ali pa whatever. Ja, ali pa ne. Ja, ali pa v tem, da oni mislim, da so nekaj drugega mislili, ker se oni zelo radi kaj so oni drugega mislili, me zanima. Mislim, sej verjetno v določenih delih ima prav, ne, v določenih pa pač spet pa nimajo radi takih ljudi, ki bi začeli razmišljati. Če neki free, ja veš, razmisliš, no, ne, free, kako bi rekel, freestylaš okrog, ne, veš, da jim nisi bilih pogodu, ne. Še posebej v enem takem zakoličenem redu. Mislim, se zdaj, ne, v teh časih, kaj je free, ne, v bistvu si to svobodo si verjetno zelo mi drugač predstavljamo, kakor je. Ja, spet odvisen, koga vprašaš, pa kje živiš, ne. Ne, seveda, ne, ampak že tudi ta, kakor naša svoboda, ne, a veš, mi imamo mogoče občutek, da smo svobodni, ne, ampak pol je pa vse, kaj je pa odzadej, je pa, mislim, pa kaj ti lahko ufurajo v glavo, pa kaj ti ne morejo ufurati v glavo, tiste je pa vprašanje. Mislim, zdaj, kje je una svoboda, ne, če sam pač to, si svoboda vzameš to, da počneš, kar ti hočeš, ne, pol si že zelo čuden, ne? Mislim, si že zelo na čudnem terenu. No? Ja, zelo klizavo je pol. Je že malo slippery slope, ja. Ja, ker pol, ne, dokdaj ta svoboda, da ga dregneš ob svobodo drugega, ne? Kaj se pol zgodi, ne? Ja, seveda, veš, mislim, recimo, evo, da se spet navežemo na ta pojem birokracije, ki smo jo pač prej, ne? Birokracija je pač, da postavi ene stvari v neke okvire, v neka pravila. In pač tam naredi, da so pač ta pravila čim bolj tako narejena, da se jih ne da zlorabljati. Ne? Čeprav pač v končni fazi zmeram pride do enega uradnika, ki se ga verjetno da podkupiti, ne vem karkoli. Ampak narejen je tako, da ne bi do tega prihajali. Ne? Zaradi tega, ker pač ljudje, ki imajo moč, ne, jo pač izkoristijo. In če to pač razpršiš, ne vem, po neki birokratski liniji na 5 punktov, ne, je precej težji zadevo zlorabiti, kot če ima to samo en upravlja s tem, ne. Viš, da niso v bistvu Francozi tako slabo mislili, ne? Ne, niso. Se to je... Sam problem je pa, ker se ta birokracija razmahne, ne. Ja. Viš, ker recimo, no, se to ti pa Parkinson ti lepo razloži, ne, ker kako je, ne, ponavadi nek birokrat pride, ima ful velik dela, pa niti mogoče ga nima toliko, ampak sam ne da se mu več, tako, ker se tudi, ne, ker prideš v srednja leta, se ti pač ne da toliko, ne, in pol kakšne možnosti mu ustanejo, ne. Njemu ustane možnost, da da odpoved, ali da si najde pomočnika, ki v pol tekmoval za šefovsko pozicijo z njim, ne, se pravi, ne, ja, tega ne zbrali, ne, se pravi, odpovedi tudi nam davke, plačaj dobro delo, ne težko, ne. Pa znam to, a veš, naučil sem se, ne. Ja, ne, in kaj pol, ne, ja, ne, on pros za dva, da mi mu pomagala, ne. One dva so tam med sabo jebala, ne, veš, on bo pa tam malo šefoval zraven in je to super. Ne, in pol počas to raste, ne, in več ljudi to dobi, pol bolj je vse skupaj nepregledno, ampak, a veš, v končni fazi ima birokracija nek smisel, ne. Zdaj si mi dal idejo, 2 poddizajnerja. Tako, ja. A veš, ker drugač tisto, če bi bila čista svoboda, ne bi pač veljal pravilo močnejšega na zemlji, ali pa kjerkoli drugje. Lej, tist, ki lahko tlaču, bo tlaču. In samo ta birokracija, ki smo pač pravila naredili in zgradili neko državo in neko inštitucijo zraven, takrat lahko govorimo o tem, da država v bistvu nam, pa si bomo zelo neradi priznali, ampak država nam omogoča svobodo. Tudi unim,
ki so mogoče šibkejši. Ja, pa seveda, to je družba. Ostali, ja, družba. A veš, to smo se zmenili, da mislim pač navednice, zmenili smo se, da vsi delamo kot neko, pač tudi ta birokracija in vsa ta pravila, kot so zakoni, bla, bla, bla. Vse skupaj, to je vse to, tako more biti, tako teče to. Ne? Tako, veš, mislim, da vsi delamo neko skupno dobro. Veš, če bi bilo to neko brez zakonje, brez birokracije, brez vsega od zadaj, bi verjetno, ne vem, Microsoft neko vojsko najel in bi potovkal na Google, a veš, in bi jih oni zavzeli. Mislim, zakaj ne, če bi bilo pač neko brezvladje, če ne bi bilo od zadaj, kako mora nek prevzem potekati. Neke regulative, neke zadeve, tukaj tudi pride pol ta državniški aparat, leš birokracija. Prav, v bistvu birokracija ni toliko šloh, kot se sliši na prvi uhl, ampak v resnici, če se pa preveč razmahne, je pa problem. Ja, do neke mere je ok. Ja, kva se pa še zgodi? Ja, v bistvu nič pametnega. Ja, Slarty reče, da je za Norveško dobil nagrado, ne? Točno, še enkrat se pohvali. Ja, mečkam ga na ego, mu malo useka. Človek je ponosen. Ja, celo mu pokaže, ne? Ja, nagrado. Ja, plaketo, ja. Neki zlepci. Tako. Tako da... Tam je še lepa, da uno paketo tako lagano, nonšalantno zaluča, ampak ne preveč, da se ne bi poškodovala. Da neki mehkega je padla. Ja. Da neki na mehkega pade. Veš, se ni to, ampak ne. Vidiš, da mu poboža ego. Vsak se hoče čutiti, da nekaj dobrega dela. Rad vsak sliši pohvalo. Ne, ampak v bistvu je najboljše, ki mu dajo prav zdaj so mi dali Afriko za delati, veš, valdan spet fjorde gor vrgo, ne, To je pa malo lenoben, če mene vprašaš, ne, veš, zdaj mu pa je kar isto. Pa se ti je povedal, malo je že star, ne da se mu več, to znam, te fjorde znam delati, to vam bom nabutal pa kamor me te dala, na Avstralijo delati, na Južno Ameriko, mislim, fjorde v temelj. In pol tako kaprja, ja, in pol mi učitajo, da ni dosti ekvatorialna. Ekvatorialna. To je tisto, kar mi dizajnerji zelo radi slišimo. Ben govoril. Ja, ne sem to, veš, kot dizajner sem se jaz tukaj čist najdel. Mislim, zdaj še le prej, takrat, ko sem bral še ne, ampak je čisto to. A mi lahko malo ta logo, da je malo večjega, no? Pa če tam nekaj rdeča, da je malo zelene, no? A ti veš, da sem jaz za logo te nagrade dobil? Ja, veš, to je ta moment. Ta moment, ja. Ja, no. Tako da pa ugotovite, da je konc te njune zabave, ne? In da je pomežiknila lučka na zidu. Ja, tako, ja. In da ga miši kličejo, ne? Tako, miške so v akciji. Pazi to, tega nisem razumel, da v bistvu je prihod na planet zbudil precejšnjo pozornost in kukar je Slarty razumel, slavijo kot tretji najneverjetnejši dogodek v zgodovini vesolja. To, da je Artur prišel na Magnetejo. Ker valjda je Arturja zanimalo, kjer dva sta bila prva dva. Zdaj on je tretji največji. Ne? In kjer dva sta, najbolj sta bila sam na ključi. Da se niti ni dal s tem ukvarjati neki prav preveč. To smo ugotovili, da Slarty pač te stvari, da ne sekera se vam preveč za ta vprašanje. Veš kaj? Ja, to, da so začeli delati računalnik, pa to, da so končali, pa da je računalnik povedal, to sta zihar dva lahko. Čeprav lahko pa tudi, da nista. Ne vemo. Ok, kukar je Slarty rekel, vse ne. Pišo, ja. In to je to, v bistvu. Zdaj smo bližamo proti Fjartiku. Ne, treba še povedati. Arturjevo izjavo treba povedati. Se pravi, razen to sem hotel reči. Zadevamo mečken bolj daljnosežne posledice, kakor ne, da bi mi to kar spustili. Ja, no, imaš prav. Tako, razen še tole sem hotel reči. Čeprav se ne sliš, da bi imela daljnosežne posledice. Ne? Tukaj ne vemo, ne še. Ker Artur namreč parjal, da... Očitno imam strašanske težave s svojim življenjskim slogom. Je zamrmral. In pa smo tle. In konec. Ja, pa smo tle. Ja,
Ok, tle je pečina obešalnik, zdaj pa treba recenzije. Imamo jo. Wow. Kris je v bistvu pred 14 dnevi napisal takole na Apple Podcasts. V resnici dobro in zabavno. 5 zvezdic. Dosti boljši podcast, kot napoveduje opis. V vsaki epizodi bomo predstavili eno poglavje. Tekoč in zabaven pogovor, primeren za fante in punce, branje dotične knjige, ni pogoj za poslušanje, vam pa bo koristilo. Ne zaradi podcasta, ampak življenje nasplošno. Hvala lepa, Kris. Ja, to je bilo pa res lepo slišati. Zelo lepo. Kris, to je bilo tako lepo, da smo mi v bistvu zaradi tega tvojega citata spremenili opis tega podcasta in je tudi intro zdaj tak, v bistvu tak, kak je zaradi tebe, tako da hvala lepa. Tako da res hvala. Hvala. Ja. Cool. No, pa bom pa dele še enkrat povabil, ocenite nas lahko na Apple Podcasts, hvala lepa. Lahko pa tudi preberete citat iz naslednjega poglavja, to je 31. poglavje in objavili ga bomo v naslednji epizodi. Kako? Vse piše na hvala za vse ribe.si, naša tajnica na 0599 68 685, pa še zmer sem Eva in sem šel zanj prav preveriti in sem videl sam praznino na ekranu. Sem bil malo žalosten, ampak nimaš kaj, ne. Ker pa štopanje po galaksiji ni poceni, naš podcast pa je brezplačen, nas lahko tudi podprete. Vsem, ki nas podpirate, iskrena hvala. Iz srca pa hvala prav vsem za poslušanje. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Dramatično pauzo si imel. Ja, ker sem videl, da nekaj moraš še narediti. Ja, se res. V bistvu bil. Pa mi možgane, hrček je zalaufal vmes. Sem mislil, da so že fertik. Pa sem pa vsi vodno nekaj čakala, pa sem nekaj upizal, nekaj moraš še zihar še narediti. Sem pogledal na ekran. Narejenje. No, dajmo tole zdaj nekaj snemati. 3, 4, zdaj.